Smo na šolskem centru Novo mesto, kjer danes potekajo delavnice ob Evropskem dnevu jeziku. Z nami je tudi Leon, ki predstavlja francoski jezik. Leon, kaj se dogaja na vaši stojnici? Na naši stojnici poteka kviz o Franciji, kjer si lahko dijaki preizkusijo znanje o Franciji in s pravilnim odgovorom si prislužijo francosko hrano. Najlepša hvala za sodelovanje. Pozdravljeni, profesorica Marjana Pogačnik. Ob današnjem dnevu jezikov se na šoli marsikaj dogaja. Kaj ste nam pripravili? Pripravili smo vam jezikovne stojnice, kjer bodo dijaki lahko odgovarjali na vprašanja o kulturi in jeziku 3 različnih dežel, Velike Britanije oziroma Irske, Francije in Nemčije. Potem v ščitalnici so dijaki pripravili predstavitve dežel, katerih jezike se učimo, torej Nemčije, Irske in Francije. Poleg tega pa so posneli tudi kratek film, kjer dijaki spregovorijo v 12 različnih jezikih. S tem bi radi poudarili različnost, medkulturnost, barvitost evropskih jezikov in to je tudi dan, ki ga je Svet Evrope proglasil za Evropski dan jezikov. Pred knjižnico smo videli veliko stojnic. Kaj se tam dogaja? Ja, tam so pripravili dijaki vprašanja in sicer nekdo, ki pride, potegne vprašanje in če pravilno odgovori nanj, ta vprašanja so v angleščini, nemščini in francoščini, se pravi, mora poznati jezik in če pravilno odgovori, dobi malo nagrado, bombonček ali piškot, torej neko tako tipično pecivo te dežele. Koliko časa pa ste se na to pripravljali? Priprave so tekle 2 tedna, zadnji teden bolj intenzivno. Koliko dijakov pa sodeluje pri tem projektu? Približno 20, pa seveda tisti, ki pridejo samo poslušati, tako da je številka večja. Najlepša hvala za pojasnila in pa lep mednarodni dan jeziku.